Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Tudi pri vas ste kar kot mravljice in investicije potekajo. In katere investicije so tiste, ki bodo že v letošnjem letu zaključene? No, na veliko veselje, da je bil lansko leto proračun za letošnje leto sprejet še pravočasno. Je občinska uprava in jaz smo poskrbeli, da so pravzaprav investicije šle v izvedbo. Med večjimi investicijami štejemo rekonstrukcija ceste v vasi Prniki, torej potegnili smo asfaltno prevleko v dolžini nekaj več kot 1600 metrov iz vasi Zgornje Laze spodnjih Laz proti Prniki. Potem smo naredili veliko delo in pa zagotovitev vodooskrbe v občini Gorje, glede na to, da je občina Bled odstopila od rekonstrukcije oziroma obnove magistralnega vodovoda Ovčje jame, smo izvedli prevezavo, ki je pomembna za oskrbo s pitno vodo v občini Gorje od Zmrzleka proti Grabčam, ki je naslednji odvzem za območje občine Gorje. Velik del smo naredili tudi v vasi Mevkuš, kjer smo uredili kompletno infrastrukturo, torej zamenjali dotrajane cevi meteorne kanalizacije, obnovili del javne razsvetljave in pa v kompletu preplastvili z asfaltno prevleko. Zaključujejo pa se trenutno dela tudi z rekonstrukcijo občinske ceste pod podjetjem GG Bled ob železniški progi, ki je bila pa precej dotrajana. No, ogromno časa posvetimo tudi enemu večjih projektov v tem mandatu, to je gradnja Gorjanskega doma, to je center kulture in športa v občini Gorje. Namreč skupaj z vsemi Gorjankami in Gorjanci, z vsemi društvi, ki pravzaprav v našem območju delujejo, smo skupaj snovali načrt oziroma predlog in pa projektno nalogo, v katerem je upoštevano vse želje in pa predlogi občank in občanov. No in ko bo proračun za leto 2025 potrjen, gre za to, da je idejna zasnova že v projektnih pogojih in da čakamo samo še en projektni pogoj. Ko bo ta projektni pogoj še rešen, gremo v projektiranje za pridobitev gradbenega dovoljenja in predvidevamo, da bomo s novim centrom kulture in športa v Gorjah pričeli z gradnjo že v letu 2026. No, za leto 2025 imamo tudi v planu projektiranje novega vrtca, namreč v letu 2024 smo naredili prostorsko presojo. Iz prostorske presoje se vidi, koliko prostora in koliko enot vrtca moramo dograditi in iz prostorske presoje smo tudi predvideli v letu 2025 projektiranje manjkajočih prostorov. Kako je z magistralnim vodovodom v Ovčji jami, ki pokriva Radovljico, Žirovnico, Bled in pa Gorje? No, vodni vir je izdaten, ima 560 sekundnih litrov in skrbi za napajanje uporabnikov v občini Žirovnica, občini Radovljica, občina Bled in pa občini Gorje. Pred 6 leti smo sklenili sporazum občina Radovljica, Bled in Gorje ter Žirovnica, da občina Gorje pripravi vso dokumentacijo, ki je potrebna za možnosti črpanja evropskih sredstev. Občina Gorje je to dokumentacijo, ki vključuje tudi odkupe zemljišč in pa soglasje vseh soglasodajalcev, tudi na vodnem telesu, kot je na reki Radovni, tudi pridobila. Ta trenutek je projektna dokumentacija v pridobivanju gradbenega dovoljenja na upravni enoti v Radovljici. Je pa res, da je 5 dni preden se je vloga oddala za koriščenje oziroma za kandidaturo na evropska sredstva, občina Bled od tega sporazuma odstopila. Tako da zaenkrat je občina Gorje poskrbela za varnost občank in občanov občine Gorje s prevezavo na vodni vir Zmrzlek v primeru, da se zgodijo na magistralnem vodovodu, ker je seveda infrastruktura dotrajana, kakšne poškodbe, večje poškodbe, večjih dimenzij in da zaradi tega bi bili prizadeti uporabniki, ki sem jih prej naštel, več dni brez oskrbe z vodo.
No, mi smo za to varnost poskrbeli, tako da smo naredili prevezavo na vodno zajetje Zmrzlek, ki je gorvodno od zajetja Ovčje jame. Tako da čakamo na odziv predvsem občine Bled, ki je pravzaprav od sporazuma odstopila. Občina Radovljica pa je žal morala zaščititi svoja sredstva kohezijske kvote, ki vsaki občini po dogovoru regije pripada. Namreč občina Radovljica je odstopila, kot mi je tudi pisno odgovoril župan občine Radovljica, da ni odstopila zato, ker bi bili slabo pripravljeni projekti, ampak je odstopila zato, ker je reševala svojo kvoto sredstev zaradi odstopa občine Bled.